Hello, s tabo sem danes Monika in pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Sem spozorila, kako je luči ugasniti tle. Ne. Ok, v glavnem. V torek 11.11. je bil Singles Day, tako da danes bomo govorili malo o samskosti in samskih užitkih, ki so masturbacija oziroma samozadovoljevanje in vsem temu self-careu in ljubezni, ki jo imaš lahko do sebe. Tako da danes premikam fun fact kar na začetek epizode, ker se mi zdi, da mogoče bi bilo bolj smiselno, da vam kar takoj razložim, zakaj je Singles Day, zakaj je 11.11. Singles Day. In ja, dajmo si pogledati. Se pravi, Singles Day se je začel v Kitajski v 90-ih letih, se pravi nekje leta 1993. Na neki kitajski univerzi, mislim, da je Nanjing ali nekaj tako. Tam so pač študenti, ki niso bili v razmerju, hoteli na nek način praznovati svojo samskost in tako so izbrali pač 11.11. Zakaj? Zato, ker pač enke, a ne, enka simbolizira posameznika in tudi pač nekoga, ki stoji sam, in če daš več teh enk skupaj, je to pač več posameznikov skupaj in to je pač idealna številka ki predstavlja lahko Singles Day, a ne. Pol je pa še druga fora in to je, da enka je podobna goli palici. Gola palica je pa v bistvu internetni sleng na Kitajskem za neporočenega moškega. Tako da, ja. Kako je zdaj s tem praznikom? Kako je s tem prišel in tako? V bistvu je pač prvo postal priljubljen valjda na Kitajskem, pol je postal priljubljen še naprej po svetu, najprej kot praznovanje samega sebe, pol pa v bistvu je prišel že v ta rang Black Fridaya, a ne, zato so tudi poskrbeli kakšni internacionalni trgovci in tako. In dostikrat so tudi, se je že zgodilo, da so beležili v bistvu uspešnost oziroma velikost tega praznika v potrošniškem smislu, seveda, nekako v sorazmerju ali pa mogoče kdaj celo več z Black Fridayom. Ampak meni se zdi to v bistvu čisto super, zato ker je tako, sploh pri nas, ko imamo te igračke in tako take stvari, ki so res zate. Saj so tudi za pare in tako, ampak saj vemo, kako je s tem, ne, če danes govorimo o tem. Nekaj, da sebi privoščiš, pa zraven dobiš še en dober popust, pač kako ni to en win-win situation. Pač meni se zdi to čisto fino. Tako da ja, ampak če damo potrošništvo na stran, ima Singles Day malo globlji pomen, to je dan, ko se nekako ustaviš, pogledaš vase, ti rečeš, ok, sem samska oseba in to je čisto ok. Ni treba, da te neko partnerstvo definira, niti družbene norme, ampak to, da znaš uživati v svoji družbi in skrbeti sam zase in da se predvsem, da se imaš rad ali pa rada. Tako. Po tem uvodnem delu pa en manjša prekinitev in sicer dolžna sem vam še razglasitev zmagovalca iz nagradne igre, ki je potekala v Halloween Special. In sicer tle, glede na to, da imamo podcast pač tudi v obliki videa, bom jaz tle prosila svojega monterja naj prepopa to, ki je bil izbran. Jaz imam pa tle na listku napisan in sicer profil na YouTubeu Sen9453. Čestitke. Prosim, če se nam javiš na info@svetuzitka.com in nam daš svoje podatke za poslati igračko. Tako da ja, čestitke, super. Upam, da ti dobro služi. Gremo naprej z današnjo agendo. Ok. Zakaj imamo dostikrat občutek, da je nekaj narobe, če smo sami? Čeprav zdaj nekako živimo v enem takem času, ko vsi govorimo o neki samostojnosti, neodvisnosti, ampak še zmeraj obstajajo neki predsodki ali pa občutki, da pač nekaj ni čisto
tako, kot bi mogli biti, ali pa ni cool, če si sam. In kakor da je to neka umestna faza, dokler končno ne pride nekdo in je zveza in te reši. Ampak, dobro, evolucijsko gledano, ja, pač ni to zdaj čist brez razloga, ne, zato ker se vemo, razmnoževanje, nataliteta, človeški mi v narekovajih, družba in vse to, ampak zakaj bi mogli pač gledati na samskost čizmer, kakor nek, oziroma na obdobje samskosti gledati kakor na nek manjkajoč košček, ne. Ampak bolj gre za to, da vsak od nas živi po svoje, ni prav, ni narobe, je samo pač različno, ne. Nekateri si želijo partnerstva, eni živijo in uživajo v samskosti, eni so vmes, se pravi, imajo pač neke odnose, ampak še zmeraj imajo radi, da so v bistvu samski, a ne, pač prioritetno. Najbolj pomemben je tle, da pač nisi v zvezi zato, ker bi se tako spodobali in da ne ostaješ v zvezi, ker pač je to tebi nekaj varnega, ampak da znaš tudi prepoznati, kdaj ti je dobro samo, pa kdaj ti nekaj manjka, pa ne zato, ker bi moral imeti nekoga, ampak zato, ker si tega želiš. Dostikrat pride na kakšnih družbenih dogodkih, kot so, ne vem, ali poroke, zabave, prazniki, sploh družinska kosila, kakšna znamenita vprašanja, to sem pazila, sicer pari imajo bolj varianto, kdaj bo pa otrok ali pa kdaj bo ta drug otrok ali pa kako to, da še nimata. Ampak danes govorimo o samskosti in ne, no, kdaj boš pa ti koga našla ali pa našel? Ali pa še bolj direktno, a si še vedno sama ali pa sam, ne? Pač zakaj bi bila samskost nekaj, ko bi mogli pojasnjevati? Pač in tudi dostikrat, ko pač ti poveš, da si samski, dobiš nazaj, saj boš že prišel ta prav ali pa ta prava, pač saj si lahko zadovoljen tudi, če si sam. Nekateri so, pač ljudje smo si različni, a ne. Razumljivo je, da imamo pač radi toplino, partnerstvo, bližino, a ne, ampak ti družbeni pritiski ponavadi naredijo več škode, kakor koristi, a ne, zato ker dosti ljudi potem začne iskati partnerja iz nekega pritiska in ne iz želje, a ne, in pol dosti ljudi se pol sprašuje, če je kaj narobe z njimi, če so še sami, samo zaradi teh pritiskov, a ne, čeprav ni nujen, da sploh oni imajo neko potrebo, da bi pa v tistem bili v neki zvezi in ja. Najbolj pomemben je, da se umiriš, a ne, pa ko prideš do nekega onega stanja, meni je pač čisto res fajn, tako dostikrat ljudje to čutijo tvojo energijo in se pač nehajo vtikati. Je pa pomemben tle, da razlikuješ, a je tebi res kul tako, ali pač je to samo nek izgovor za to, da se malo potolažiš. Pač meni se zdi, da tudi če ti si želiš zveze, pa pač, da je pomemben, da ti ne silaš, da ne delaš stvari nekaj na silo in tudi obdobje samskosti ti lahko veliko da v smislu, da ti res naučiš se biti sam s sabo in pomirjen sam s sabo in ne tako, da si skozi bašeš cel life z nekimi aktivnostmi. Ni narobe, če jih imaš, valjda, ne govorim tega, ampak tako zdi se mi, da je pomemben, da znaš biti tudi sam s sabo tako na chill, pač, ko priješ domov, da je pač tvoj dom, da si tam sproščen, da znaš biti sam s sabo v svoji glavi in tako, da ni, meni je kul, da sem sam, pa sem skozi iščeš distrakcije, a ne, pač obdobje samskosti ti lahko res veliko da, a ne, da se tako nekako malo najdeš, a ne. Kar se tiče pa drugih ljudi, mogoče malo manj spraševati, kdaj boš koga najdel, pa z malo bolj iskrenimi vprašanji, pač, kako pa si kaj v resnici, a ne. Kar sem govorila glede teh distrakcij in tako, tle je tudi zelo pomemben, da znamo razlikovati med tem, da smo samski ali pa da smo osamljeni. To ljudje zelo pogosto mešajo, ne. Ko rečeš, da si sam, ljudje takoj pomislijo, da si tudi osamljen, ampak to ni isto. Zato, ker biti sam je stanje, pač to pomeni, da nimaš partnerja ali pa da si preprosto pač sam s sabo, biti osamljen je pa občutek, a ne, in to je neko notranje stanje, ki se lahko pojavi tudi sredi množice ali pa v partnerski zvezi. Zato, ker pač osamljenost nima toliko zveze z drugimi, ampak
tem, kako si ti recimo povezan sam s sabo, ali pa mogoče kako si povezan, na kakšen način si povezan pač z drugimi, a ne. In tle že veliko naredi, da če ti znaš preživljati čas sam brez občutka neke praznine, če znaš uživati v tišini, si pač že veliko naredil, a ne. Zdaj, če tako naredim eno primerjavo, biti sam pomeni imeti prostor. Biti osamljen pa pomeni imeti prostor, ki ga ne znaš napolniti, a ne. In tako, kot sem rekla, včasih je ta obdobje, ko si sam, res najboljši test, koliko si dejansko v stiku sam s sabo. Tako da, ja. Kako se pa v resnici počutimo, ko se nam ne mudi odnos? Dostikrat je to nek občutek, ko se ti v življenju pač potem ne mudi nikamor, pa ne mislim, da pač ne mudi nikamor, zato ker imaš dejt, ampak tako. Nehaš preverjati, kdaj bo ta prav, ker ne razmišljaš, a si pripravljen na zvezo, ampak preprosto nekako pustiš, da stvari tečejo. Pač to je res en tak občutek, ki ti prinese po moje eno zelo zanimivo in posebno mirnost. Nisi več v nekem krču, nisi v lovu, nisi v primerjanju, zjutraj se ne zbudiš in ne razmišljaš pač, kaj vse manjka, ampak opaziš, kaj vse imaš. In ja, valjda pridejo trenutki, ko ti je težko, ko bi si želel pač nekoga ob sebi, ker si imel, ne vem, slab dan, ker pogrešaš bližino in tako, in to je čisto okej. In to ne pomeni, da ti ni dober samo, ampak pač samo pomeni, da si človek, a ne. Se mi zdi, da takrat, kadar se ti ne mudi v nek odnos, pač malo začneš stvari drugače gledati, a ne. Pač niti zdaj ono zveza, nekdo me bo odrešil in tako, ampak ti je zveza pač ono, tako sam nek, ne vem, če bi glih rekla dodatek, žal ne najdem bolj primerne besede, pač drugače, a ne. Definitivno je drugače, ampak pomembno je, tako kot sem prej rekla, mora biti to nekaj, kar se želiš, ne pa nekaj, kar nujno potrebuješ v smislu sploh zaradi kakšnih zunanjih pritiskov, a ne. Ker dostikrat se pa ljudi ujamejo v kakšne veze, pa ne znajo ven iti, ali jim je pa to bolj varno, ali se pa bojijo, da bojo spet mogli iti čez ta proces dejtanja, to bomo tudi še pol pogledali. In tako da ja. Pač prava svoboda, a ne, v tem, kar mi danes govorimo, je to, ne da si sam zavedno, ampak da si pomirjen sam s sabo, dokler pač ne pride nekaj, kar ima smisel, ko imaš ti željo, a ne. Okej, zdaj gremo pa mi na užitkarske posle. Sem malo čudno izrazila. Tle bi govorila mogoče bolj v samskem užitku kot v neki obliki self-cara. In sicer, ko mi govorimo o self-caru, mi zelo velikokrat pomislimo na razne, sploh punce, Sunday self-care day in pol to socialna omrežja in ne dajemo, ne vem, si maskice in gor in dol in smo vse tako in svečke in chill in gor in dol in takšne stvari, ampak a kdo omen, tisto, kar je res ta prav self-care, tisto užitek, ki ga imaš sam s sabo, ne, saj ne pričakujem, da bo nekdo pač tam to tako, a ne, zelo eksplicitno razlagal, ampak tako, se mi zdi, da ne pozabiti na to. Se mi zdi, da je to še najbolj pomembno od vsega, zato ker ne govorimo zdaj o ekscesivnem samozadovoljevanju ali pa o zasvoljivem samozadovoljevanju, tako, ampak o tistem, ko ti si vzameš čas zase in za svoje telo in ga poslušaš, a ne. To ni nekaj takega, kar bi mogli skrivati, in spet to ne pomeni, da pač greš delati to na ulico ali pa pred prijatelji pa družina, a ne, pa tako. Ni nekaj, česar bi se ti mogel sramovati ali pa da bi se čuden zaradi tega počutil, pač, ker to je res ena izmed najbolj iskrenih oblik skrbi zase, a ne. Ker tle ne gre samo za nek seks, ampak ti raziskuješ svoje telo, naučiš se poslušati sebe, da veš, kaj ti paše, kaj ti ne, kje se sprostiš, kaj ti dogaja, kaj ti ne. Tudi te stvari se lahko spreminjajo, a ne, pač ni nujno, da ti vsak dan paše neki istega, ne, pač kakor ti je zanč in tako. In tle je tudi pomemben izpostaviti, da masturbacija zdaj ni nek nadomestek za partnerstvo, a ne, tudi recimo dosti ljudi
igračke tako asociira še vedno. Zato imamo pač take stvari, da jim razložimo, da to ni to, a ne? Ampak tle pač se res, pri samozadovoljevanju se res gre za to, da pač ti nekako si povezan sam s sabo, a ne? Pač pomaga ti boljše razumeti svoje želje, tudi pol recimo, ko si v odnosu, ti je lažje mogoče skomunicirati, sicer komunikacija tega je druga stvar, danes ne bomo o tem, kaj ti paše, a ne, če ti si sam prej odkril, kaj ti paše. Lušten je tudi s partnerjem raziskovati sam, mogoče vse glede tvojega telesa, kje imaš ti meje, želje, pa kaj ti sede, je fajn, da vsaj približno veš, kaj se dogaja, a ne, ker to tudi veliko naredi, da ostaneš v stiku sam s sabo. In tudi lažje pol usmeriš partnerja, a ne, to ne pomeni, da zdaj Davida ne smeta nekih novih stvari odkrivati, ker ti že vse veš o svojemu telesu, ampak tako pomaga pa. Moram pa jaz malo popiti. Magnezije packi. Ok. Meni se zdi, da pač samozadovoljevanje je res nekaj takega, kar bi pač mogel vsak v neki zdravi meri ohranjati, a si v zvezi ali nisi v zvezi, pač, ker ti moraš biti dober do sebe, ker če ti ne znaš biti dober do sebe, tudi na tem področju, ne vem kako pričakovati pol, da bo nekdo drug, a ne, noben ne bo namesto tebe. Ok. Kar se tiče pa raziskovanja svojega telesa in pa svojih meja in želja, pač tle, ko si sam, imaš res dober prostor za raziskovanje, a ne, pač redko kdaj imaš tako dober prostor za raziskovanje samega sebe, kakor ga imaš, kadar si sam. In ne sam zaradi, zdaj imam pa čas, pa noben me ne gleda, ampak, ja, ampak bom drugače razložila, ni nekega pritiska, ni pričakovanj druge osebe, ker sta sam ti pa tvoje telo. In tle se ne gre samo za fizični del, a ne, gre se za to, tako kot sem že prej omenila, da ti res poslušaš svoje telo. Kaj mi paše, kaj me sprosti, kaj me zmoti. Daj telo reče, ne, to mi pa ne sede. Ker me niso samo to, kaj nočem z drugimi, ampak tudi kaj mi res ne paše na sebi. Raziskovanje telesa je lahko nekaj zelo nežnega. Ne rabi zdaj to biti neko drmanje, vibratorno, ful močno in to je to. Čeprav, kdaj tudi kuj, ki paše. Ampak če se govorimo tle zdaj o raziskovanju, mogoče si vzeti malo več časa, lahko mogoče v obliki kakšne masaže, se ni nujno pač samo se usmeriti na genitalije, imamo erogene cone tudi drugje po telesu. Bodite nežni do sebe, raziskujte. Počasno dotikanje, igranje z različnimi teksturami, igranje z različnimi temperaturami. Pač, možnosti so neskončne. Pač, meni je ful lepo, kadar vidiš, da se ima nekdo res rad, pa da si želi poslušati svoje telo, pač fizično in psihično in tako, ko imaš neko radovednost, pa da te ni sram tega, pač ne vem, je neka lepota v tem. Sem imela psihičen del, tudi razmišljati, kaj te vzburi, kakšne fantazije mogoče, kaj te pomiri, kaj ti je mogoče tako malo scary, ampak te vseeno malo pritegne, pa malo zrajca, ne? Zakaj je fajn to ugotavljati, ko si sam? Zato, ker dostikrat ljudje imajo to potrebo, da ugajajo drugim in takrat, ko si pa sam, pa tega pač ni. In tako, kot sem omenila, pač meje pri tem se lahko vedno spreminjajo. Kar ti danes paše, mogoče ti jutri ne bo, obratno, pač fora je to, pač nek čar tega raziskovanja je to, da sam opazuješ, ne da ti nekaj ocenjuješ, ampak da sam opazuješ, to odzivnost. Zdi se mi, da tudi, ko nekako ti spoznaš svoje telo, svoje želje, se pol tudi spremeni mogoče malo način, kako vstopaš v odnose ali pa kako se postopaš v odnosih in nimaš več onega občutka, da mogoče iščeš nekoga, ki bi te dopolnil, ampak
nekoga, ki lahko naprej raziskujeta, brez sramu, brez pritiskov, brez tekmovanja, ampak res tako, deva to. Zdaj, tle sem prej že omenila, da dostikrat počnemo stvari zato, da bi ugajali drugim. Dostikrat imam občutek, da veliko stvari, ki jih počnemo s svojim telesom ali pa za svoje telo, je zato, da bi ugajali drugim, ne vem, od britja naprej. Jaz ne pravim, da pač zdaj se brijemo zato, da pač smo gladki in lepi za nekoga pogledati in pošlatati, pač, ampak valjda pač lahko tudi tebe moti, to pa se zato briješ, ampak dosti ljudi pa pač počne kakšne stvari, brez da bi razmišljali, zakaj je njim to kul, ampak samo zato, da bi ugajali nekomu drugemu. To, da pač še nekomu drugemu je kul, je vse fino, super, fajn. Jaz tudi rada vidim pač, da moj partner skrbi zase in tako, ampak je pa pomembno, da tudi on to začuti, ker če ti čutiš, da ti sam za nekoga drugega nekaj počneš, brez da čutiš, da to primarno počneš za sebe, pa ne iz egoističnih vidikov, ampak iz tega vidika pač, da se imaš rad in si pomirjen, da ti je kul to tako, ker to pač je tvoj jaz. Zelo hitro pride do zamerjen negativnih čustev, izčrpanosti in tako. Tako da ja. Pri self-careu je pa itak sploh najbolj pomemben, da se dobro počutite v svoji koži. Tudi, ko ste doma v neki razvlečeni majici in brez lešil in z neko figo na glavi in tako. Pač. In tisti on trenutek, ko si znaš reči, jaz sem kul, brez nekih performansov. Tako da, ja. Pol, ko sem delala ta podcast o samskosti, sem naletela tudi na to, da še zmeraj imamo v glavi nek mit o popolnem partnerju, kar je povsem normalno, zaradi tega, ker pravljice, risanke, vse to, filmi, vse nam daje tekom odraščanja nek tak pač spodbuja ta mit, zelo nam ga tako zapeče v glavo. Se pravi, nekdo, ki te bo razumel brez besed, nekdo, ki bo točno vedno vedel, kaj želiš, ki bo imel popolno telo, ki bo smisel za humor imel in pameten in karizmo in pa še večni problem tašča, ne, on se razume z njo. Ali pa ona, jaz govorim zdaj tako, ker sem pač jaz ženska. Kakor sem rekla, ta mit nas res spremlja že od otroštva, od princesk naprej in tako, dodatno ga napihujejo še socialna omrežja. Meni je jasno pač, da ljudje ne bodo snemali drug drugega med tem, ko se kregajo ali pa kako jokajo po prepiru ali pa kako so reševali probleme, ampak to pač nekako trenutki, ko so lepi, ko so na potovanju, obletnice gor dol, skupni treningi in tako, ampak mi, ki pa to opazujemo, se pa moramo zavedati, da to pač ni 100% realnost. To je realnost, ampak ni pa 100% realnost, pač, oziroma ni to realnost celega časa. Ja, so kakšni, ki se super fino, fajn razumejo, ampak to ne pomeni, da se kdaj ne spričkajo. Jaz ne govorim o prepirih zdaj tako, tle se dela ta ful lepa, doma sta pa doma se pa cele dneve kregata. Ne, ampak to pač, ja, tle sta ful fino, fajn, ampak to ne pomeni, da se kdaj ne spizdita drug na drugega, zato kaj je nekdo, ne vem, štumfe na tleh pustil umazane. Pač tako, ta mit o popolnem partnerju vidim, da dostikrat tako ti daje občutek, da tako pride popoln partner, te kar odreš in kar lebdita tam po hiši in stanovanju, do vse sreče in ljubezni. Pač vsi vemo, da realnost ni taka. Ampak ja, hotela sem samo reči, da tle pride pol še ta Tinder generacija, ki imaš na prvi pogled celo možnost sveta, swipe levo, swipe desno, kakorkoli, sploh ne vem, v katero smer se swipa, ker Tindra nikoli nisem imela. Ne obsojam delč od tega, samo pač my story, moja zgodba. Tle so neke instant povezave, ampak so tudi instant razočaranja. Resnica je v bistvu tle, da
ful mi je zanimivo, da imamo pač to novo besedo Tinder burnout, ustvarja se Tinder burnout. To je občutek, da se nikomur več ne da vlagati nobene energije. Vsak išče skozi nekaj boljšega, nekoga še malo bolj primernega, nekoga še pač lista katalog ljudi tam, ni nobene povezave, ampak na koncu dneva pač, če si ti tisti, ki iščejo partnerja in si tega želijo, na koncu si želijo, neverjetno tako, nekoga, ko bo tam, ko ti telefon dal stran. Kar sem hotela reči, popoln partner ne obstaja, ne? Obstaja nekdo, s komer se lahko razvijaš, rasteš, včasih tudi malo skregaš, in mislim, vse to samo v sebi je tudi popolnost, ne? Popolnost v nepopolnosti, ali kako že. Tako da ja, ne loviti nekih iluzij. Prav je, da ne govorim tle zdaj o nekih standardih ali pa mejah, ki jih ima kot človek, ampak vsi smo ljudje, a ne. Tako da ja, če si še malo pogledamo ta Tinder burnout, v glavnem, to je izraz, ki se v bistvu nekako uporablja za čustveno izgorelost. To mi je bilo ful zanimiv. Oziroma, ne bom rekla izgorelost, čustveno izčrpanost, izgorelost je neka druga stvar. Čustveno izčrpanost zaradi preveč uporabe aplikacij za zmenke, med katerimi je tudi Tinder, in gre se za to, da po določenem času ti sam še swajpaš brez kakršnega koli navdiha, pišeš brez enega resnega zanimanja, greš na zmenke, ko se ti v bistvu ne gre na njih, imaš občutek, da se vse ponavlja, isti pogovori, isti tipi ljudje, isto razočaranje in pač ta zmenkarska kultura te izčrpa, in ljudje začnejo čutiti, v smislu, vse to preveč je naporen, raj sem sama, ali pa sam. In se začnejo tako počutiti, ali pa se začnete. Zakaj? Zato, ker je preveč neke površinskosti. Vse sam neki temelji na enih fotkah ali pa parih bunih besedah, ubija to, pač pa te ena beseda tam zmot, pa swajpaš naprej. Dostikrat je tudi občutek zavrnitve, ta ghostanje ali kakorkoli že, ki te ignorirajo, ki ti ne odpišejo, ki kar naenkrat zginejo, pač brez kakršne koli razlage, Dostikrat sem videla tudi reel, kako bi bilo to kao v realnem svetu, tako pač huda zdaj, kdo naredi to, Pol je tudi lahko preveč izbire, ki vodi dejansko v utrujenost od odločanja, pa predvsem pomanjkanje resnične povezanosti, Zakaj sem te vse stvari omenila? Zato, ker posledica tega je to, da se ljudje čustveno zaprejo in izgubijo zanimanje za zmenke, postanejo lahko zelo cinični, ne govorim, da zozamski postanejo cinični, ampak če pride do tega Tinder burnouta, ali pa se začnejo celo kakšni spraševati, kakšne to zelo prizadane, pač kaj je narobe z njimi in tako. O Tinder burnoutu se zato tudi pogosto govori kot o neki moderni utrujenosti od odnosov, kjer nisi naveličan v bistvu, nisi naveličan ljubezni, ampak tega procesa, ki bi te moral do nje pripeljati. Zdaj pa lahko še pogledamo, kako nas v bistvu romantična pričakovanja izčrpajo. Ker vsi rastemo nekako s to predstavo, da bo ljubezen vse rešila, da bo ta prava oseba popravila tvoje rane, da bo vse postalo lepše, boljše, bolj smiselno, ampak realnost je, da pač ta pričakovanja te v bistvu izčrpajo in veliko bolj, kakor si pa mogoče kdo kdaj prizna. Ko imaš ti v glavi en scenarij, kako bi pač stvari mogle biti, pol vsaka stvar postane test. Vsako sporočilo preveč analiziraš, vsako tišino si preveč razlagaš, vsako napako lahko overthinkaš, raztegneš do enega nesmisla. In to ful utruja, Pa romantična pričakovanja so lahko ful navdušujoča in ful fina in ful pozitivna, ampak ja, če pa so neki nečloveški standardi tle, lahko za marsikoga postane potem tudi breme, Zato, ker mi ne iščemo popolnosti v resnici, ampak iščemo neko povezanost. Nisem hotela preveč zaideti. Zdelo se mi je pomembno, da to omenim, če že se pogovarjamo o samskosti danes.
Ampak ja, lejte, romantični smo lahko tudi sami sebi, ko zjutraj naredimo si en lep zajtrk, pa sami sebi rečemo dober tek, pa smo dobri do sebe, pa se imamo radi. Tako da, ja. Pojmo mi nazaj malo na to samozadovoljevanje. Samozadovoljevanje in uporaba igračk. Jaz sem sicer že kar nekaj časa imela posebej podcast prav o masturbaciji, tako da tam je bilo tudi več teh fun faktov in vsega tega kakšnih mitov in tako. Danes bi pa rada mogoče malo bolj vam sam povedala tako. Glede igračk. Seveda, ja, raziskovanje svojega telesa, roke in to pač meni se zdi pač zelo pomembno, da mi samozadovoljevanje tudi izvajamo tako, da uporabljamo lastne roke, da pač smo navajeni svojega dotika, da čutimo, ne, ker koža na kožo je čist nekaj drugega, kot pač igračke. Kar se pa igračk tiče, meni se zdijo igračke res en ful fajn način za raziskovanje različnih občutkov. Ker obstaja toliko enih različnih igračk, trza mi uč že 3 dni, I cannot. Toliko enih različnih igračk, toliko različnih funkcij, toliko različnih načinov stimulacije, dosti ljudi se pol ustraši, da ko bodo počeli to s partnerjem ali pa da ko bodo dobili partnerja ali pa ko bodo šli v zvezo, kakorkoli so vaše odločitve, it's fine. Da pa pol ali se pa partner ustraši, da tega ne bojo mogli dosegati, pač to sploh nima veze. Ker bližina človeka, toplina, odnos, stik kože na kožo ne more biti nadomestljiva s tem. So pa ful fajn za odkrivanje svojih občutkov in tega, kar nam paše. Recimo, ne samo, kot sem prej rekla, na genitalijah, ampak pač tudi, ne vem, bradavičke, pač obstajajo tudi ščipalke za bradavičke, ki pač vibrirajo, V glavnem, hodila sem reči. Igračke so ful fine za samozadovoljevanje, zato ker z njimi lahko res veliko stvari odkriješ. Recimo, imaš čisto en klasičen vibrator, imaš Rabbit vibrator ti nudi stimulacijo zunaj in noter istočasno. Pa imaš take igračke, ki so namenjeni pač tej stimulaciji, brez da bi se umikale pač od klitorisa. In tako pač res je velika izbira, res je veliko različnih stvari. Meni se zdi, da bi bilo res škoda, če nekdo, ki odkriva pač svoje užitke, ne bi probil karkoli od tega. Zato sem se tudi odločila, da vam danes pokažem 2 stvari, naredim review 2 stvari. Sicer ena je za moške in iskreno pač jaz bom bolj tle povedala, zakaj sem se odločila vam pokazati to igračko in tudi na podlagi pač izkušenj strank, ko nam kdaj napišejo, pač te mnenja strank. Tako da ja, dajmo si kar pogledati ta prvo. Tle pa vštrček. Ta prva igračka. Madonna, bom jaz to dosegla. Bom. Ta prva igračka je znamke O-Touch. Oni imajo tudi sicer fajn masturbator znamke, model je AirTurn 2, je ful zaželen pri naših strankah. Danes sem si izbrala, da vam pokažem ta vibrator od njih za ženske. Pa zgleda tako, tlega zdaj vidite, za tiste, ki sam poslušate, pač v bistvu zgleda čisto navaden vibrator brez kakršnega koli dela, na koncu je malo ukrivljen zato, da bolje stimulira G-točko, če jo pač želiš, pač malo tako ukriviš. Pa tudi to, punce, ki imate kakšne točke, ko vam paše, dajte to prej vi pogruntati, da jih boste lažje usmerili, tako kot sem že prej rekla. Zato je ful fajn, da imaš igračke, ki lahko vse pogruntaš z njimi, ker včasih pač jaz z roko pač težko dosežem kakšne stvari. Jaz sem bolj mehna, ne vem, kratke roke ali whatever, pač igračke so cool, res so cool. Se ne rabite dati na najvišjo nastavitev, da pač tako, ampak ste lahko ful nežni sami sabo z njimi. Zato so tako fajn, ker so tako prilagodljive in tako napredovale, tako da ja. Ok, se pravi, tle je pa ta silikon, pač meni je to vrhunsko, kakšen je to tako, pač material je vrhunski. Pojmo lepo po vrsti. Jaz, kadar pridem do igračk, ki so mi ful cool, jaz se kar tako malo hočem vse naenkrat povedati in pol moram prav
se nazaj vzeti in tako, Monika, pejt postopoma in povej pač stvari tako, kaj treba. Ok, ta igračka se lahko uporablja tako samostojno, se pravi, samo kot vibratorček. Na koncu je ukrivljena, kot sem rekla, za G točko. Koliko si jo not postavite, pa pač čisto vaša želja. In bolj presenečenje. Tadadadam. Zraven dobiš itak kabel za polnjenje. In pa 4 različne nastavke za stimulacijo ščegetavčka. Eden je tak čist klasičen. Prstan. Eden je tak čist klasičen rabbit. Potem je en kot rabbit, sam da je razcepljen in ful velik puncam to odgovarja, ker v bistvu jim tle tako podrma ščegija. Pol sta pa 2, ki v bistvu nekako stimulirata lizanje. En se tako kolvrti, en ima pa prav take, meni zgleda kot mlin. In se to vrti. Pri teh 2, ki imata te vrtljive, je sploh pomembno, da uporabite lubrikant, pa da na pravi razdalji to lepo delaš, da ti tako gor dela. Meni se zdi najbolj zanimivo, če bi uporabili te 2, da vam pokažem, kako se vrtita. Kaj zdaj tle fora? Dejansko lahko, tle imaš 2 gumba za vklop vibratorja in za vklop pač tega nastavka. Fora je, da to deluje na neko magnetno zadevo, neka magnetna tehnologija je in ti v bistvu sam, gor imaš tudi puščice, ki ti kaže, od kere do kere dolžine pač daješ ta nastavek gor in on deluje. Dajmo ga kar nekam tle na sredino. In lepo oba 2 gumbka držiš. Da se on požge. Evo, tale bom sam zajčka pokazala. A se vidi, ko se vrti. A vidite, in zdaj, če jaz njega premikam sem, ali pa sem, on še zmer dela. Aha, tlele pa že ven iz puščice in se bo začel. In ful je fajn, ko si v bistvu lahko naštimaš globino, pač kje ti najbolj paše. Evo, in še vibratorček. Pa pač več različnih nastavitev. In zdaj, a si tudi tako mogoče obrneš. Pa te to malo po presredku pol tam. A ni? Čeprav se zgleda kaj en kaktus. Kaj en kaktus gleda. V glavnem ja, Magic Stick od Outoucha za punce. To se mi zdi ful dobro za raziskovanje. Tako. Zdaj si pa poglejmo še za moške, kaj sem zbrala. Ok, za moške sem zbrala masturbator znamke Blowcast. Pride v več različnih modelih. Taka vam ga bom pokazala je Blowcast Wingman Plus. Pač meni zgleda, tako dobro zgleda. V glavnem različni, mislim, da so 4 različni modeli. Jaz sem danes izbrala tegale. Takole, da se ne bo bleščal. Zakaj sem ga zbrala? Lahko vam pokažem, a ne? Lahko vam pokažem, zakaj sem ga zbrala. Za tiste, ki poslušate, vam takoj razložim, zakaj sem ga zbrala. To sem sama štorasta, to se ne dogaja. Mislim, da nisem do konca zašraufala tega. Ok. Ja, vidimo. Smo videli. V glavnem, tale masturbator pride v takšni obliki, da v bistvu dela sam. Ročajčke imaš ob strani, spodaj ob strani, da ga samo držiš in pol imaš še tle nastavek, da si lahko telefon naštimaš in gledaš svojo omiljeno serijo, medtem ko ti on rihta. Vemo, kakšno serijo. Ok, tale model ima še tako noter 2, zgledata kot eni 2 zapestanci iz perlic, zato da, ko gre to lepo gor in dol, te masira po tvojem udu. Dajmo ga prižgati. Dajmo tole še kar hitro rešiti. To se odpre in se ven vzame in se v easy očisti. Ok?
takole. Pa itak imajo ti rokavi pač ponovno tudi tako teksturo, no tam ima take neke izbuklinice, pač ful se nice čuti. Ok, jaz ga bom malo pržgala, da zdaj vidimo, kako dela. Tle je nujen, valjda uporabljate lubrikant. To je nice. Jaz zmer, kadar vidim te masturbatorje, sem tako... Ne moram probati tega, ker res sem pač po naravi ful firpčen človek. Ja. V glavnem, ja. Te dva izdelka, bleščice vse spet. Te dva izdelka sem izbrala zato, ker tako, kot sem rekla, igračke so ful luštne, kadar vi odkrivate svoj samski užitek. Ja, seveda, bodite v stiku sami s sabo, ampak igračke so pa vedno, se mi zdi ena ful fajn izbira, če hočete kaj novega probati, če hočete malo kakšne svoje želje uresničiti, če hočete malo videti, če hočete kakšen dodatek, če hočete ugotoviti, kaj vam paše. In tako da ja, ne se sramoti, da uživate v svojem telesu, da uživate v svojem alone timeu, v svojem času zase, v svojem self-careu, v svojem samozadovoljujočem self-careu, tako da ja. Tle ni nič sramotnega, samo primeren čas in kraj. Ok, čakajo nas še vprašanja poslušalcev in pa tedenski izziv. Tako da, prvo dajmo pogledati tedenski izziv. Dajte probati nekaj novega. Ne se ne, to je bil najlažji izziv. Dajte mogoče, če še res niste ali pa če cincate, da bi si kupili kakšno novo igračko, dajte si. Zakaj? Zato, ker je bil pač single zdaj, pa ste single, ali ne drugače single zdaj, prej sem pozabila povedati, da ful ljudi se je tudi kao zbirali ta datum za poročiti se in mislim pač tako, to je bilo ful hecano. Ampak se nima veze. Dajte za ta tedenski izziv mogoče probati neko novo stvar, ko jo imate že toliko časa na listi. Če pa nimate ideje, vam pa jaz lahko dam mogoče idejo, da probite toplo-hladno stimulacijo, se pravi pač, ne vem, kakšne ledene kocke ali pa mogoče kakšne gelčke z učinkom gretja in Likmi, mislim, da je kolekcija, ima ful dobre, ali pa oni imajo tekoče vibratorje. Kaj so tekoči vibratorji? Vrhunsko. To je v bistvu, ko se namažeš, ti pol tako vibrirati začne. Tako, kot da bi imel tako en tak vibratorček na taki nežni nastavitvi, tako začne drmati. Tako da, ja, tedenski izziv, probite nekaj novega pri masturbaciji. A se lahko preveč navadaš na svojo roko in pol težje prideš z nekom drugim. Ok, zdaj drugače tukaj obstaja neka zadeva, ki se ji reče death grip, se pravi, sploh moški, ko se samo zadovoljujejo, preveč stiskajo in to pač res, lahko veste, da to, ko ti lahko z roko stisneš svoj penis, pač nobena anus ali vagina ne bo toliko stisnila, ne pač tle je sam treba malo resetirati svoje možgančke, pa se postopoma nazaj navajati. Je res, da mogoče pri ženskah to, da mogoče včasih lahko same lažje dosežemo orgazem, zato ker se masturbiramo, ko masturbiramo, točno vejo, kako nam paše, pa mogoče smo takrat bolj sproščene. Plus tega, da velik procent žensk težje doživi orgazem, ker res ne vem, je to fant ali punca vprašal, tako da pač bom oboje pokrila, doživi težji orgazem samo s penetracijo in če ti masturbiraš tako, da se pač samo zadovoljuješ tako, da se drgneš po ščegetavčku, a ne, pač ponovati tako lažje pride. Tako da tle v primerjavi s seksom, ja, lahko ti zaradi tega lažje pride, lahko pa potem, ko seksaš nekom, pač dodaš, da se še z roko zraven pač masiraš, ali te on, ali pa mogoče uporabiš kar igračko. Tako da te stvari so zelo tako odvisne od konteksta. Načeloma pa nas sam tako, da bi ti bilo preveč dobro, ko si sam, pa s človekom, ne, pač to so tudi različni pojmi, tako kot sem prej govorila,
drugače, a ne, pač vseeno ta bližina pač človeka, a ne. Dajmo mi to kar zaključiti. Singles Day v glavnem ni dan osamljenih, je dan tistih, ki upajo izbrati sebe, je dan tistih, ki razumejo, da biti sam ne pomeni biti brez ljubezni in pa pomeni, da jo znaš in moraš najprej poiskati v sebi. Tako da s tem zaključujem današnjo epizodo. Imejte se radi, če se še niste, delajte na tem, da se boste imeli in se vidimo naslednjič. Čau!